Suzi, kako ti gre kaj matematika? Kaj je to, delanje sklecov, štetje ali govoriš o sinusih, kosinusih? Ja, matematika. No, sploh bi rekla v redu, sam da ni kaj preveč zakompliciranega. Aha, no potem v bistvu ti bo naslednja naša tematika všeč, ne? Igrali se bomo namreč številkami. Numerologinja lahko iz tvojega datuma rojstva izve marsikaj o tebi, pa tudi na osnovi imena in priimka. Kakšna oseba sem? Tako. No, to bo zanimivo. In pa če mogoče tudi midva paša skupaj. Če midva paša pa skupaj, kot sodelavca. Bova o tem povprašala najino gostjo. Dobro jutro, Lili Sorom je z nami, da se ne zapleteva preveč. Tako, dobro jutro. Torej, kaj konkretno nam pove numerologija? Marsikaj. Predvsem glede partnerstva, no? Valentinovo je danes. Ja, seveda, ja. Jaz mislim, da ne potrebujemo numerologije, da bi ugotovili, kako zelo vidva super pašete skupaj. Hvala lepa. Sicer pa ja, zelo nam pomaga razumeti, kdo smo mi, kakšen partner smo, kakšnega partnerja potrebujemo in mogoče še pomembneje, kakšnega partnerja imamo. Se pravi, mogoče ena oseba zelo potrebuje izražati pozornost, pa se mogoče nekomu zdi že malo pretirano pozorna, druga oseba mogoče rabi malo več odmika. Se vemo, marsikateri fant reče, pa sem ti rekel, da te imam rad 5 let nazaj, do preklica velja. In včasih je fajn, da pač vemo, da neka oseba je res takšna, to ne pomeni, da nas nima rada, samo pomeni, da svojo ljubezen izraža na drugačen način. Tukaj jaz vidim tako veliko dragocenost numerologije. Torej, nam lahko numerologija potrdi nekaj ali pa celo ovrže ali ta drugi del raje nekako potlačimo? To je pa potem naša izbira, ne? Jaz verjamem, da smo se vsi med seboj kompatibilni, bolj ali manj. Zdaj, če mi vemo in smo se pripravljeni potruditi za odnos, potem lahko ta odnos funkcionira. Je pa pomembno, da se oba potrudita. Običajno se pa ena oseba podredi, spreminja, prilagaja in zdaj, če temu prištejemo 3 otroke, 5 kreditov, 2 psa, čez 40 let, ne vem, če smo si hvaležni. Travo za kositi zunaj. Tako. Ja, potem ful trave kosiš zunaj. Res je. Ampak kaj konkretno lahko razberemo iz števil? Kaj vi potrebujete? Datum rojstva, ime, priimek, da lahko razberete te stvari? Zdaj imamo različne kombinatorike. Rojstni datum nam predvsem razkriva naša prijateljstva, naše poslovne odnose, kako se mi odzivamo v stresnih situacijah. Ko pa govorimo konkretno o partnerstvu, pa potrebujemo število duše. To so pa samoglasniki imena in priimka, ki nam pomaga razumeti, kaj mi potrebujemo, kaj druga oseba potrebuje, kdo bi nas osrečil, kdo bi nam pa vse živce požaril, da po domači povemo. Kaj to pomeni? Več, ko imaš samoglasnikov, boljše je ali... Ne. V bistvu ni boljšega. Ni boljšega ali slabšega števila, od 1 do 9 jih imamo, tako da v bistvu razumevanje sebe in potem te kombinatorike, kje pašemo skupaj, kako pašemo skupaj, kje se mogoče narobe razumemo, kje mogoče, ko jaz rečem, tole je polštar, hočete... Ne, blazina. Tako, to. Govorimo pa o istem, tako da tle se mi zdi numerologija zelo dobrodošla. Seveda, ampak kdaj partnerji navadno obiščejo vaš tečaj? Takrat, ko nekaj zaškripa v zvezi ali takrat, ko smo zaljubljeni, ko verjetno pa takrat na sveta niti ne potrebujemo? Ali pa tudi. Vse več je tega, da tudi o pričetku, ko nekoga začnejo spoznavati, predvsem dame pridejo k meni, bom rekla. Ker je nekaj drugega tudi res. Ko vidimo nekompatibilnost, če točno vemo, v kakšen odnos stopamo, če vemo, da imamo na drugi strani osebo, ki je mogoče zelo podredljiva ali obratno, impulzivna, mogoče celo nagnjena k varanju, vemo, v kaj se spravljamo. Pa jaz nikoli ne rečem, ta oseba je takšna in takšna. Vsi smo se rodili z nekim belim platnom, ki ga sami poslikamo, imamo pač neke karakteristike, delamo na sebi, jaz upam, tako da bom nikoli rekel, ta pa ni zate. Ampak bom pa rekel, mogoče bo odnos težaven, ker se mi zdi tudi, da je dragoceno, da vemo, takrat, ko smo najbolj zaljubljeni, ko srčke okrog nas špricajo in je vse to fino, fajn. Tako da bom rekel v obeh primerih, takrat, ko zaškripa, je bilo mogoče res v zadnjih letih po 2020 malo več tega, da až sploh še ostati skupaj, a imaš še smisel, a bo kdaj kaj bolj. Tega je bilo veliko, zelo nenavadnih zgodb razhodov je za nami, ampak tudi vse več tega, da ko smo sami, se pozanimamo, koga imamo na drugi strani. Pravite, da na svoje življenje lahko vplivamo numerološko z spremembo imena, priimka, dodajanjem črke, zamenjavo in tako naprej. Rojstnega datuma pa ne moramo menjati. Res je, a ne? Pa koliko bi bilo fajn letnica malo prilagoditi? Ja, tako vsako leto, da mali gor. Ampak še v bistvu kar damo stran, ne? Ja, kdo pa to raba. Kaj naredimo recimo na tem področju, kot ste omenili na začetku, posel, prijatelji, ki so povezani z rojstnim datumom? Ampak kaj ni zanimivo, ko gledamo prijateljstvo, kako zelo smo bolj brezpogojni. Jaz, če imam prijateljico, pa vidim, da je tečna, si pa mislim, ok, danes imaš slab dan. Ne vem, če damo isto potrpežljivost partnerju.
Velikokrat so tudi te dinamike zelo drugačne. Predvsem pa to, da razumemo, kakšno osebo imamo na drugi strani. V bistvu, če razumemo, kakšna oseba sedi nasproti Tako, nas, potem tako. lahko tudi mi lažje komuniciramo in vemo, kaj lahko pričakujemo. Jaz bom rekel, punce smo doskrat take. Srček, mucek, pikec, povej mi, kaj je narobe. In potem ti človek trikrat reče, daj mi mir, da razmislim. In mi še kar. In potem seveda popoči film, pa koliko si grozen. Ja, koliko si grozen. Ampak to mi je bilo zanimivo, ne? Vi imate tudi svetovanje, ki ste ga poimenovali, izbirate lahko med dvema osebama, ne? Torej, v bistvu nekdo pride k vam in reče, ok, imam tukaj le enega partnerja in drugega, za katerega se naj odločim. A to res obstaja? Ko sem to dala ven, se smislim, na to se ne bo noben prijavil, ker to se bi drugi predlagali. Mogoče bi bila pa fan, kdo bo za živo glavo bo pa priznal, da si recimo poročen, Slovenija je majhna, se ti zgodi, se zaljubiš, pa moram reči, da kar je zanimanje. Ja, ampak dejansko s kom mogoče bi bil ta odnos bolj izpolnjujoč, kdo mi bolj paše, zakaj s to osebo ne gre. Vsi veliko, kad pridemo do tega, da z osebo A je zaškripalo za to in se da rešiti tako. Ne gre zdaj za tako, aha, tukaj kljukce, tam tako, ni tako zelo matematično, strogo in hladno, bom rekla. Je pa sigurno tudi neko orodje, ki nam lahko pomaga pri tej odločitvi. Kaj pa to vaše orodje pomaga tudi pri tem, da nam pove, kakšnega partnerja jaz potrebujem? Recimo tako zunanjost kot notranjost. Predvsem notranjost. Predvsem notranjost, ampak je zanimivo, mladi se pogovarjamo, kaj je tvoja najljubša barva, kaj rateš in tako naprej. Po 30 letih zakona mislim, da je vsem, kjero barvo mora tudi partner. Tako da ja, predvsem notranjost, kaj je tisto, kakšen način pozornosti, kakšen način razumevanja. Nekateri zelo potrebujejo globino, nekateri ne, nekateri potrebujejo ogromno svobode. S tem ni nič narobe, če se oba strinjata. In jaz zelo rada primerjam naša čustva z morjem. Nekateri ljudje skočijo v morje, se potunkajo, se potapljajo, nekateri grejo mogoče v vodo samo do kolen. Nekdo, ki se bo zmočil samo do gležnjev, seveda ne more razumeti tiste globine nekoga, ki se je cel potunkal. Nima prav eden, nima prav drug, različna sta si, zaradi tega seveda tudi doživljata stvari različne in že to razumevanje je včasih zelo dragoceno. Ne da zamerimo, ampak da razumemo. Ja, velikokrat kažemo s prstom na druge, ampak v bistvu en prst kaže na druge, trije pa na nas. Nazaj, tako, kaj nam potem te številke povedo o nas samih? Kakšni partnerji smo? Absolutno. In zakaj pritegnemo take ljudi? Vse se še učimo. In kaj, če tako pogledamo, partnerstvo, če bo še zdaj mimo nas poštar, pa bo rekel, joj, mislim, halo, ne, tole pa res ni v redu, kaj si boste mislila? Get alive, ne? Včasih, to pa pravijo sorodne duše, soulmates, včasih nas tisti ljudje, ki nas najbolj prizadenejo, tudi največ naučijo, ker je včasih tudi dušni dogovor. Nažalost, ni vedno tako kot v hollywoodskih filmih, labodje, delfini, sončni zahodi. Velikokrat je tudi zelo boleče, zelo težka izkušnja za nami, ravno zato, da se nekaj naučimo, ravno zato nam mora biti ta oseba pomembna, nam mora biti pomembna, da nam lahko, bom rekla nekaj, ne bom rekla rane odpre, ampak da se nas dotakne v te globine, da se mogoče mi spremenimo, mi pozdravimo nekaj, kar pa mogoče izvira iz otroštva. Predlagam, da pogledamo kar konkretno, kako pravzaprav ta numerologija deluje. Pripravili ste nam nek izračun nekdanjega ljubezenskega trikotnika. Govorimo o angleški kraljevi družini. Takrat je bil še princ Charles, pa Lady Diana in pa Dodi je bil zraven. Danes seveda princ Charles je postal kralj Karel. Poglejmo si ta izračun, pa malo pokomentirajte, kaj pravzaprav ste ugotovili. V bistvu je čudovita iztočnica. Če pogledamo, Diana ima število duše 9. Število duše 9 so ljudje, ki imajo zelo zdravilno energijo. In zdaj, če bi zelo po domače si drznila reči, zelo logično je, da v njeno življenje stopajo osebe, ki potrebujejo zdravljenje. Se pravi, so lahko morda ali čustveno nezrele, ali mogoče v podrejenem položaju. Ker je ona s svojim delom, potem, ko je šla ven iz kraljeve družine, zelo dokazovala, kako zelo je bila sočutna, kako zelo je objela od najbolj preprostih ljudi do najbolj kraljevih, bom rekla, oseb. Če pa pogledamo število zrelosti, imata s Charlesom enako. Se pravi, to bi pomenilo, če bi se ona dva spoznala kasneje v življenju, ko sta bila tudi sama že nekoliko bolj zrela, bi se popolnoma drugače ujela, po vsej verjetnosti ne romantično, ampak bi njuna pot izgledala lahko zelo drugače. Tako da, če pogledamo potem pa Dodi, ki ima kar nekaj imena in primkov. Mi smo to uporabili krajšo varianto, ja. Katero ste uporabili vi? Vsi prste so mi zmanjkali.
On ima pa število duše 1, je pa zelo izoblikovana osebnost, zelo samostojna osebnost, medtem ko Charles zaradi števila duše 8 se še uči svoj ego nekako ukrotiti. In če se njega spomnimo v mladih letih, najbolj zaželjen samski moški in tako naprej, je imel ta samozavesten nastop. Se pravi, on bi potreboval žensko, ki bi bila ob njemu lepa in vodljiva, ker sicer ona je bila, ampak njena življenjska pot je ležala drugje. In tukaj, če pogledamo numerologijo, je to meni zelo jasno. Se pravi, ima dušo zdravitelja, število življenjske poti 7, kar pomeni duhovne resnice, modrost, zrelost in potem 11 zvezdnova mojstrsko število. Se pravi, ona je zelo dosegla svoje poslanstvo. Na področju partnerstva pa nažalost je ta kombinacija, bom rekla, se predvideva, da bo ta oseba prizadeta, da ne bo razumljena, da bodo osebe, ki bodo stopile v njeno življenje, mogoče osebe, ki bolj kot ne potrebujejo terapeuta, mamico, da tako rečemo, nekoga, ki jim prinaša zdravljenje in razumevanje življenja, ne pa nujno partnerko. Se pravi, za nekoga s tako kombinacijo je včasih težko najti nekoga, ki je na drugi strani enako čustveno stabilen, izoblikovan in enako globok. Se pravi, ona potrebuje nekoga, ki je definiran, ki je sočuten, ki živi življenje na polno, ampak življenje. Zdaj pa, če pogledamo, kraljeva družina nima vedno te možnosti. Zanimivo, ne? Ja, samo še nekaj me zanima. Ali lahko pri Diani iz teh številk nekako bi lahko napovedali njeno smrt? Ali bo umrla mlada, stara, se to da? To je zelo nehvaležno napovedovati ali ne. Zdaj, tako bom rekla, da se vidi, da bo mogoče nekdo osamljen proti koncu življenja ali v začetku življenja. Zdaj, točno kdaj pa mi odidemo, pa tudi duhovna numerologija uči, da pač ko osvojimo svoje lekcije in seveda imamo svobodno voljo. Tako da ne, saj jaz si ne bi drznila, no. Samo še to za zaključek. Danes je 14. februar, dan zaljubljencev. Je to primeren dan za to, da proslavljamo ljubezen? Ne? To je meni tako zanimivo. 14 pravzaprav je karmično število, ki v zelo specifični poziciji, tam smo zdaj kar videli nekaj števila, simbolizira namreč težavo pri vezanju, pri predaji, pri odpiranju, celo morda namiguje na varanje. Tako da ne, 14.2. pravzaprav ni najbolj idealen datum. Bom pa rekla, naše Gregorjevo, 12.3. je mnogo bolj naklonjen ljubezni, tako da očitno imamo pa v nečem morda bolj prav kot, bom rekla, globalni prazniki. Jaz sem previdno izbirala besede. No, to bo zdaj dober izgovor za tiste, ki bodo danes pozabili na kakšno darilo. Tako bodo rekli, vidiš, nučem, tako. Ni dober dan za proslavljanje ljubezni. 12.3. dobiš šopek rože. Tako. Hvala lepa. No, mi pa se v duhu Valentinovega predamo kratkemu predahu. Naše vsebine si lahko kadarkoli ogledate tudi na naših družbenih omrežjih. Ko se vrnemo, pa se bomo posvetili prehrani nosečnic in doječih mater. Ali je res, da tudi hrane matere povzroča pri dojenčku kolike? Ali prehrana v času nosečnosti res lahko vpliva na to, ali bo naš otrok alergičen na neko stvar? Ja, na ta in ostala vprašanja bo odgovarjal dietetik. Ostanite, poučno bo.